Spoštovani, dobrodošli na 28. obletnici Pekarne. Z nami idejni vodja, možgani zasedbe Nina Bulatovics. Gregor Kosje, sem pravno povedal? Ja, ime je pravilno, priimek idejni vodja niti ne, ampak recimo, ja, glasnogovornik. Ok. Kako je po tolkem času spet igrati v Pekarni, kjer ste pravzaprav nastali? Tako rekoč ste pekarniški bend. Veš, tako kot je Feo rekel, povsod lepo, doma pa drugače, ne. Nam je pač valjda itak super. Ravno prej smo obujali spomine na tistih 12-14 let nazaj. Pekarna se od takrat ni kaj dosti spremenila, po drugi strani pa se je pravzaprav v celoti spremenila. Blazno me veseli, da vidim kup novih ljudi, drugih ljudi, drugačnih ljudi, da je to še zmeraj programsko v smeri, kot so jo ob zasedbi, se mi zdi, začrtali, se pravi neka napredna, samonikla, progresivna, kakorkoli temu rečemo, kultura. Ljudje, ki želijo misliti mesto širše od pač teh klasičnih gabaritov, kapitala, samozadostnosti, omejevanja, tišine, ne. Všeč mi je v Pekarni, ker še zmeraj premore hrup. In glede na to, da ste bili oziroma predvidevam, še vedno ste zapriseženi pekarnarji, kaj vas je pravzaprav odneslo iz Maribora? Sicer, kolikor vem, ste pristali v Ljubljani na Metelkovi, ki je pravzaprav zelo podobna zgodba kot Pekarna, ne? Pa, malo se nam je zgodil live, malo so se nam zgodile neke druge priložnosti verjetno. Druga dva člana sta šla v Ljubljano živet, tam začela delati. Si oblikovala familija, tudi jaz nekaj za tem, tako da dosti spontano je bilo, nobene velike zgodbe ni v tem, nenazadnje pa, kot si rekel, ja, Metelkova je itak starejša sestra, ne, Pekarne. Tako da filozofija vaša ostaja enaka. Mogoče naveževa filozofijo na nov album, ki pravzaprav ni več tako nov, je pa najbolj aktualen. Zob za zob. Bi te prosil, če morda kaj več o albumu poveš, ker kolikor sem zasledil, je kar zanimiva zgodba. Nastal je kar nekaj časa. Vmes, če imam pravo informacijo, ste ga celo ustvarjali v tujini, v Berlinu, ste se zaprli v neko stanovanje in tam ustvarjali. Morda kaj več o albumu Zob za zob? Ja, Zob za zob smo delali zelo dolgo. Imeli smo srečo, da smo na razpisu Ministrstva za kulturo dobili rezidenco umetniško v Berlinu. Tako da smo bili en mesec zgoraj v enem stanovanju. Naredili smo si takšen improv studio, akustičen. Dosti preizkušali, improvizirali, itak pa Berlin ima to neko svojo, to ni čar, pač ima to svojo energijo, vibro, ki te pač toliko odnese naprej, da so pač ideje so se kar kresale spontano. Naredili smo neke demo posnetke, pustili tisto ležati, najprej se nam ni zdelo okej, čez čas se nam je zdelo zelo fajn. Naredili še par komadov na Metelkovi, jih kar sami posneli v placu za vaje. Potem ploščo itak produciral naš nevidni član, 4. ali 5. član, Marko Lovrin. Postprodukcijo je naredil Andrej Hrvatin, ki danes igra z nami. Tako da na nek način je to frendovski band, večina se nas je itak spoznala na mariborskem Radiu Študent, kjer smo delali, tako da zdaj, ko že tako dolgo igramo, smo veseli, da ravno zdaj smo se pogovarjali, da to naše prijateljstvo, no, da se na tak način realizira skozi muziko. In je to
pač v mojih letih je pač fajn občutek. In kolikor vem, ste album izdali pri Kappa Records, ki je pravzaprav tudi hišna založba Metelkove oziroma Gale Hale. Ja, Kappa je že izdala prejšnjo plato, našo Jate. Zelo nam grejo na roko, absolutno razumejo sceno, tovrstno muziko, bende, ne nazadnje so usidrani tam na Metelkovi, skrbijo za kopico bendov, tudi za Balansko. Ja, zagotovo so oni izdali pri Kappi. S tem, da pač žalostna informacija je, da je Kappa letos na tem 4-letnem financiranju ministrstva izvisela. Tako da vprašanje, koliko bo to vplivalo na njihovo, na ta izdajateljski program, ampak mislim, itak se mi zdi, da ta alternativa zmeraj najde neke odgovore na to, kar pač sistem prinaša, no, oziroma določa. No, kolikor vem, ste pravzaprav za ta najbolj aktualni album tudi nekoliko razširili zasedbo. Že sam si omenil Andreja Hrvatina, multi-inštrumentalist. Kako je pravzaprav prišlo do tega sodelovanja? Je to že neka daljša želja ali je to bila hipna odločitev? Verjetno oboje. Dost stvari se nam zgodi pri muziki, glede na to, da smo blazno omejeni, ne, imamo samo 2 inštrumenta in glas. Na nekih točkah seveda želiš imeti malo drugačen sound, to smo itak že v Berlinu preizkušali. Andrej pa nas ves čas spremlja, ne, nazadnje smo z Andrejem skonektani na neki drugi vibri, se mi zdi, on pač prijatelji smo, no. In z njim ni treba to za nekaj dosti filozofirati. Je strašen muzičar in predvsem, kar nam je pomembno, je nekdo, ki muziko razume v tem segmentu, da je manj več, ne. In meni, ali pa celo, mislim, da celemu bendu je to ključno, ne. Da ni treba ful nekih stvari narediti, ampak tisto, kar pa je, pa res mora štimati, pa biti perfekt. In Andrej je nekdo, glede na to, da je tudi snemalec, tonski mojster, producent, je nekdo, ki to pooseblja pravzaprav. Ja, mislim, ste precej konceptualen bend oziroma zasedba. Pravzaprav že vaše ime izhaja oziroma je nastalo kot nek upor lokalni politiki takrat leta 2012, ko je Maribor bil Evropska prestolnica kulture, in njihovem postopanju in organizaciji oziroma filozofiji takratni. Pa me zanima, kaj je glavna preokupacija zdaj tega najbolj aktualnega albuma Zob za zob, glede na to, da sem zasledil neke citate, Pasolinija, pa Laibach priredba. Me zanima, kaj je pravzaprav rdeča nit, s čem se ukvarjate na tem albumu, ker se mi zdi, da vsak album ima neko svojo tematiko. Ja, ali še vedno to pač družbena razmerja, razmere družbene moči? Ja, mene kot tekstopisca zelo me zanima, na kak način se lahko kot individuum vplivaš na družbo in obratno, kako te družba pač definira. Zmeraj, to mi je ključni trigger, ne? Ta dvojnost, to prehajanje, koliko smo odvisni, koliko nismo odvisni. Zdaj, konkretno pa se pač tematike šle v vse to, kar je bilo že pred leti aktualno, sedaj še toliko bolj, ne? Prekernost, begunci, projektno delo, pogodbeno delo, koliko smo pravzaprav, koliko je uničujoče za, bom rekel, navadnega človeka, danes bivati, živeti, čemu vse se treba prilagajati, na kaj vse treba paziti, koliko si nemočen, ko se udariš z inštitucijami države. To me zanima, razmerja moči. In morda v vsem tem času raziskovanja družbe in medsebojnih odnosov
bi lahko že rekel, da si prišel do neke ključne ugotovitve ali več leteh, ali še vedno raziskuješ in še ni pravega odgovora? Ma ne, če bi me pred par leti vprašal, bi rekel, da poznam kakšne odgovore, zdaj vem, da jih nimam, razen to, da je treba iskati pač prijateljstva, da je treba, da kot posameznik ničesar ne moreš narediti, da je zato treba iskati ta zavezništva, kot razumem Pekarno kot eno veliko zavezništvo, ne ljudi, ki mislijo enako, ampak ljudi, ki mislijo v isti smeri vsaj, ne? Kjer se seveda so različno misleči tudi, ampak da je treba iskati te kompromise, mi ni luštna beseda, ampak pač načine, na kak način naše življenja furati, predvsem pa na kak način jih iztrgati iz tega požrešnega toka, ki se dogaja zunaj, ne? Na vsaki točki. Tako da pravih odgovorov nimam, razen tega, da mogoče pa bi bil en odgovor, to je, kar sem se pa naučil, da se treba zabavati, ne? Zmeraj se mi je zdelo vse smrtno resno. Zdaj po vseh teh letih edini pameten nasvet, ki ga dajem mlajšim, je, daj se zabavati v vseh teh resnih tematikah, ki jih skušaš, s katerimi se ukvarjaš. No. Pa, ko si ravno zdaj vmes omenil Pekarno kot nek dobro prakso družbenega sobivanja in prijateljstva, me zanima, kako gledaš, oziroma tako vemo, da pravzaprav vsakršna lokalna oblast na Pekarno gleda zelo mačehovsko, nekako vsaka oblast se želi rešiti, tudi trenutna je celo najbolj resna v tej nameri, pa me zanima, zakaj mora Pekarna stati in obstati? Takrat, ko je Kangler metal Pekarno ven, smo rekli vsebina, vejica, ne, nepremičnina. Ne? Enostavno zato, ker je to neka praksa alternativne družbenosti, ki tudi, če smo zelo samokritični, lahko rečemo, da ima na nekih točkah absolutno veliko problemov. Ne? Na kak način komunicirati, na kak način producirati, na kak način obstajati, ampak vse to je minorno pravzaprav v primerjavi s problemi, ki so zunaj tega. In kar se meni zdi ključno je to, da Pekarna je res zadnja stvar, ki jo je treba v tem mestu kakorkoli dirati. Vse drugo prej uštimaj, potem pa pridi sem, pa se skušaj pogovarjati z pekarnarji, ne? Kako in kaj. Jaz mislim, da se treba pogovarjati, tudi glede na to, da sem bil na drugi strani, da sem delal na občini, ja. Vem, kako to zgleda. Ne? Enostavno ti imaš tam neko idejo, neko predstavo, ki je enako relevantna, kot je seveda predstava tukaj znotraj, ampak vseeno, vrstni red pa je absolutno spremenjen. Pekarna je na repu, kakršnekoli potrebe v tem mestu, vse drugo je prevprašljivo kot Pekarna, zato ker mislim, že samo s tem, da obstaja, s tem, da vse to funkcionira, kar počnemo, je zadosten razlog za to, da lahko živiš, ne? Ker mislim, s čim pa bi moral zdaj potrjevati svoj obstoj, kot s tem, da pač delaš, sej, ne sediš doma, pa ne čakaš, da te reši nekdo. In če te mogoče morda nekoliko bolj intimno vprašam, kaj pa je recimo tebi osebno dala Pekarna? Meni je dala Pekarna na vezi z Radiem Marš, mislim, lahko rečem 90% formiranja. To so bila moja formativna leta, kjer sem se naučil vse. Vse tisto, kaj so vsebine, ki so mi pomembne v življenju, kdo so ljudje, s katerimi želim delati, se družiti, jih spoznavati. Kaj so placi, kaj je sploh to, kako sploh misliti svet. Mislim, ne predstavljam si, mislim, da ne rečem,
muzika, predstave, teater, vse to, kar itak vemo, ne? Da nas je napadalo z vseh strani, ampak samega sebe si ne morem predstavljati kot, bom rekel, malce marketinško kritično razmišljajočega človeka s polnim zavedanjem o prostoru in času, če ne bi bil tu, če ne bi spoznal teh ljudi in obenem ljudi, ki delajo v podobnih centrih, ne, s katerimi smo se potem spoznali ravno preko pekarne, nikoli ne bi spoznal ljudi iz Bistrice ob Sotli, iz Kopra, iz Tolmina, Škofje Loke, če ne bi to delal, ne. Torej lahko zagotovo se trdimo, da brez pekarne ne bi bilo Nine Bulatovics in verjetno tvojega razmišljanja oziroma filozofije takšne, kakršno imaš sedaj? Ne, absolutno ne. Zdaj, mi smo začeli tu smo imeli prve vaje. Že samo ta ideja, da lahko, mislim, že samo to, da lahko ti prideš v nek prostor z idejo, pa ti nekdo reče, ja, daj, ne. Tu imaš vse možnosti in lahko narediš točno po svoje, točno tako, kot se ti zdi prav. Že to je v zunanjem svetu dost nepredstavljivo, ne. Tu se nam zdaj zdi to nekaj absolutno samoumevnega, oziroma celo nič takega, oziroma celo pravilo, ne. Zunaj pa je to no go, ne. Mislim, tega ni, da zdaj nekdo pride pa teži, tako kot smo mi lahko začeli takoj težiti folku. No in morda na koncu še, kaj ste pravzaprav želeli povedati z naslovom najbolj aktualnega albuma Zob za zob, ko si že ravno pri teženju? Ja. Kaj se smita tam gori? To so resne tematike. Ja, pač to, da so, vse meni osebno se zdi, no, da že dolgo časa so stvari zelo resne, ne. To vsi vemo, ampak v perspektivi, kar se ne nazadnje zdaj zaradi tudi vojne v Ukrajini kaže, pač zdaj pa gre res na nož, ne. Zdaj pa res vprašanje, kaj bomo jedli naslednje leto, kako se bomo greli itd., kar je absurd v tem smislu, da nam je vojna v Ukrajini vse to, kar nas je itak čakalo, zdaj samo na hitro postavila, ne, pred nas in nas v to premestila. Tako da, ja, mislim, da pač, mislim, jaz sem zaskrbljen, zdi se mi, da ta svet pač funkcionira sam na ta način. Zob za zob? Zob za zob, ja, in ono, ne. Čeprav je nekdo enkrat rekel, da če bomo tako nadaljevali, bomo vsi slepi, ne, šlo je za oko za oko, ne. Res je, oziroma obratno povedano, zvenelo bo patetično, ampak koliko nas zdaj tule ne ubijajo, direktno nas pač ubijajo posredno, tako da ni neke velike izbire, no. Ta brezizhodnost je zame zelo močna stvar, no. Jaz pač tega, ne glede na to, kako se trudim biti pozitivno gledati na stvari, pač jih ne vidim tako. Okej, ja, bova čisto tako resno končala, Ja. Ni treba vedno pozitivno končati, ne. Ja, seveda. Treba je resnici pogledati v oči. Najlepša hvala. Enako. To je bil Gregor Kosi, zasedbe Nina Bulatovics, 28. obletnica pekarne. Spremljajte nas še naprej.